Pozdravljeni! Društvo Spominčica Ormož je ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni v knjižnici odprlo tretjo demenci prijazno točko v Ormožu. Ob svoji 15-letnici delovanja so predstavili tudi zbornik in pripravili predavanje doktorice Zdenke Čebašek-Travnik na temo Spoznajmo demenco skozi filme in knjige. Dogodek je potekal minuli četrtek na vrtu knjižnice. Čeprav je bilo v zadnjem času na področju seznanjanja z demenco narejenih nekaj pomembnih korakov in je vedenja o tej bolezni več kot pred leti, bo potrebnega še veliko dela, da bomo postali do demence prijazna družba. To je še posebej pomembno zato, ker večina ljudi z demenco živi v domači oskrbi. Prav v lokalnih okoljih pa je pomembno zavedanje, kaj je demenca, kam se obrniti po pomoč in kako skrbeti za dementnega človeka. Ormoško društvo Spominčica, ki deluje pod vodstvom Majde Keček, v tej smeri deluje že 15 let. Vedoč, da za demenco ne obstaja hitrih rešitev in zdravila. Lahko pa zdravljenje temelji na čustveni in praktični podpori ter kvalitetni skrbi za osebo z demenco. Več informacij, kot ima družinski član ali skrbnik osebe z demenco, hitreje in bolj pravilno lahko ukrepa, ko se oseba prične opazno spreminjati. Ob letošnjem dnevu Alzheimerjeve bolezni je društvo tudi letos pripravilo zanimivo predavanje na temo Spoznajmo demenco skozi filme in knjige, ki je v bistvu še ena zelo zanimiva pot do ozaveščanja, tako bolnih kot njihovih svojcev in tudi okolja, v katerem človek z demenco živi. To je pa namen, da se doseže čustva bralcev, ne? Da se doseže čustva bralcev, ki imajo neko vprašanje, nek problem in bi se skozi ta čustveni pristop s tem problemom lažje poistovetili oziroma bi s tem problemom nekako poskušali živeti, iskati rešitve. Torej se tudi z ogledi filmov in s prebiranjem literature lahko naučimo, kako najti pot do naših bližnjih, ki imajo demenco. Evropski projekt Sinkala za pomoč ljudem, ki neformalno skrbijo za dementne osebe, v katerega je vključena tudi slovenska Spominčica, izpostavlja namreč tudi tovrstno pomoč. Moja ideja je bila, in to poskušamo uresničevati tudi ven iz projekta Sinkala, da se s pomočjo te literature, ki sem jo navedla, začnemo tudi pogovarjati. Pogovarjamo pa se, kaj nam zgodba ali pesem ali film ali neka dramska igra pove. Kaj nam pove? Na primer, koga smo v zgodbi spoznali. Pred kratkim je bila zelo popularna Slavenka Trakulić s svojo knjigo Nevidna ženska in druge zgodbe, tudi to sem prebrala in tudi po tej knjigi je nastala gledališka predstava v Novem mestu. In seveda tukaj se zelo hitro lahko vprašamo, koga smo v tej knjigi spoznali in se o tem pogovarjamo. In podobno velja za vse druge knjige, koga smo spoznali, kdo nam je najprej padel v oči oziroma koga smo najprej zaznali, začutili. Potem naslednje vprašanje je, koga pisatelj opisuje oziroma komu daje poudarek. Recimo, če gledamo to knjigo Spomin na drevo, pisateljica opisuje tega dečka,
kakor prvo osebno pripoveduje o tem, kako se dedek spreminja, in te dialoge med dedkom in med vnukom. To je zelo zanimivo prebrati in se tudi ob vsakem takem odstavku ali pa poglavju pogovarjati, kaj je dedek s tem, kar je povedal vnuku, pravzaprav njemu želel sporočiti. Naslednja stvar je, kaj se s to osebo dogaja. Tu smo pa zdaj že bliže demenci in začnemo govoriti o znakih, ki jih oseba z demenco ima. Dedek pozablja, dedek ne zna več priti po enostavni poti do doma, se pravi, nima več dobre orientacije, dedek ni več spreten, morajo mu pomagati pri oblačenju, ne more iti več sam v trgovino, ne more iti več sam v banko, tako da se korak za korakom te stvari skozi knjigo odkrivajo. Tako da se ob tem tudi učimo. In takšno učenje je v resnici bolj učinkovito kot to, če vam jaz napišem 10 točk, 10 znakov demence, pa to imamo tudi napisano, in tako v knjigi kot na plakatih, ampak to je to. No, in potem se vprašamo taka življenjska vprašanja, ali ta oseba lahko živi sama in zakaj ne more, ali lahko, če ji kdo pomaga. Skratka, to so ta vprašanja, ki jih potem v nekih takih skupinah, lahko so tudi bralne skupine, postopoma uporabljamo. Knjige, ki jih imamo na razpolago, smo tudi razdelili po različnih skupinah, tako recimo knjige, ki so za odnos med partnerima, med zakoncema, potem knjige, kjer je taka vsebina, recimo Vitka Kuse zelo jasno piše, kakšna velika ljubezen je bila med njima in kako ta ljubezen v resnici ni nikoli ugasnjena, ampak se je spreminjala, ne. Potem nas zanima recimo, kakšni so občutki dolžnosti. Dostikrat svojec, ta najbližji partner, mož, žena, čutijo, da morajo pomagati osebi z demenco in grejo pri tej pomoči tudi preko svojih zmožnosti in tudi na to moramo opozoriti. In to se v teh knjigah vidi. Zakaj je to pomembno? Zato, ker oseba, ki ne pozna te svoje meje, koliko v resnici lahko pomaga, lahko, kot pravimo, izgori, obnemore ali, kar je najslabše, tudi sama zboli. In ko taka oseba, ki pomaga nekomu z demenco, zboli, imamo bolna dva človeka. Zato je pomembno, da te znake prepoznavamo tudi pri tistem, ki je pomočnik, ki je, kot mi temu pravimo, neformalni oskrbovalec. Se pravi, tisti, ki za svoje delo ni nič plačan, ampak pomaga iz ljubezni ali iz občutka dolžnosti ali zato, ker pač druge možnosti ni. No, pri odraslih otrocih so teme nekoliko drugačne. Tam se pa postavili vprašanje odnosa med starši in med otroci. Če so ti odnosi tekom življenja bili, ne rečemo, funkcionalni, se pravi dobri, da so šli lepo normalno skozi življenje, se tudi okrog tega da potem lepo pogovoriti. Če pa so ti odnosi bili skrhani, morda bilo v družini celo nasilje, alkohol, druge neprijetne stvari, pa se to pri demenci začne še bolj kazati. Po eni strani na ta način, da je ta oseba lahko morda še bolj nasilna, po drugi strani pa, da skrbi za takšnega, recimo nekoč nasilnega očeta, ni nihče pripravljen prevzeti. In to je pol huda težava, ker oseba pomoč potrebuje, ne glede na to, kaj je v preteklosti počela, nima pa nikogar, ki bi ji pomagal. Skratka, tu so zelo različne stvari in tudi te najdemo v nekaterih knjigah. No? In seveda za otroke je pa posebna zgodba. Dostikrat mislijo v družinah, da otrokov ne spušča tu zraven, to držimo jih stran, ni treba, da vse vejo. Ravno o tem tudi v tej knjigi Spomini na drevo piše pisateljica. Mi zastopamo nasprotno stališče. Mi pravimo, da v družini, kjer se pojavi demenca, morajo tudi otroci dobiti osnovno informacijo. Morajo vedeti, da se babica spreminja ali pa dedek spreminja, da to, če kaj pozabi, je stvar tega, ne da bi nalašč pozabila, ampak zato, ker ji spomin več ne dela dobro. To, če se
kdaj skrega, ali išče, ali neprestano nekaj pospravlja, da je to vse del njene bolezni. Nažalost pride tudi do stvari, ki so zelo neprijetne, recimo inkontinence, in potem otroci seveda opazijo, kdo se je pa tu polulal, ne? In je spet treba povedati, ne? In to so težke stvari, o katerih je prav, da se tudi z otroci pogovorimo, ne? Da se otroci ne naučujejo, babi je pa se polulala. To ni primeren naziv, ampak treba povedati, da babi ne more več paziti na to, da tako je bilo, ko je bil ta otrok majhen, tudi ni vedel sam iti na stanišče, zdaj pa se je babici zgodilo nekaj podobnega. To so stvari, ki jih tudi lahko skozi zgodbe zvemo v knjigah. Po predavanju je predsednica Ormoškega društva Spominčica Majda Keček predstavila zbornik, ki so ga izdali ob 15-letnici delovanja. Gre za drugi zbornik. Prvega so izdali ob 10-letnici leta 2018, letos pa drugega, ki prinaša pregled aktivnosti društva v zadnjih 5 letih. Zdaj namen zbornika je bil, da seveda kronološko pokažemo, prikažemo, kaj smo v tem obdobju pomembnega naredili. Povedala sem že, kaj je naše osnovno poslanstvo, in ta zbornik je nekako nadgradnja prvega, in v tem zborniku moram izpostaviti, da smo v tem času sodelovali v 2, bi rekla, oziroma 3 projektih, 2 v lokalni skupnosti, in sicer smo sodelovali v projektu Čaj za 2, kjer smo bili kot partner z raziskovalno-razvojnim centrom, zavodom, in v okviru tega projekta smo potem tudi začeli pri nas z izvajanjem družabništva. Družabništvo vemo, da je posebna oziroma pomembna dejavnost, ki je ravno namenjena tudi svojcem in tem osebam z demenco na njihovem domu. Potem naslednji projekt smo izvajali v sodelovanju s Centrom starejših občanov, kar nas tudi zelo veseli, in sicer z naslovom Skupaj ostanimo aktivni. Bili smo kot zunanji sodelavec, organizirali pa smo kar nekaj predavanj in delavnic, tako za zaposlene kot tudi za širšo javnost. Potem smo sodelovali tudi v projektu za demenco prijazno skupnost, kjer smo tudi izvajali različna predavanja za širšo javnost. No, potem imamo v zborniku tudi nekaj, bi rekla, takih, predavanj pomembnejših. Ob tej priložnosti se moram tukaj javno zahvaliti tudi dr. Mojci Muršec, ki je sicer danes ni med nami, pa ji bomo tudi poslali tako zahvalo, ker vemo, da smo društvo takrat ustanovili s pokojnim profesorjem dr. Alešom Kogojem, ki je žal potem tako preminil, in je potem ona skočila, dejansko 10 let pomagala, vsako leto bila na predavanjih, nam predavala, pomagala pri izobraževanju in tudi pri delovanju tega društva. No, za njo moram tudi pohvaliti, smo preko ob sodelovanju z društvom Spominčica prišli do naslednjih, bi rekli, predavateljev in strokovnjakov, to je dr. Krambergerjeva in pa seveda dr. Čebaškova, in upam, da nam bodo tudi v prihodnje pomagali. Potem imamo, seveda, se trudimo, delamo tudi z mladimi in smo na pomlad razpisali tudi natečaj, in sicer na temo demenca več kot samo izguba spomina. Tu se moram zahvaliti mladim, predvsem učencem osnovne šole Velika Nedelja, pod vodstvom mentorice Janje Rudolf, in pa potem tudi gimnaziji Ormož, kjer so pod vodstvom mentorice Melite Šalamon ravno tako se odzvali na naš natečaj in nam poslali kar nekaj zelo zanimivih risbic, ki smo jih tudi objavili v našem zborniku in pa smo jih tudi razstavili v prostorih knjižnice, tako da vas vabim, da si lahko tudi te risbice ogledate, ker so lepo pripravljene, lepo so razstavljene, bodo do 28. septembra, potem jih bomo pa preselili v
Belo dvorano, ker tam pa organiziramo 2. oktobra tudi eno izobraževanje za Društvo medicinskih sester Ptuj-Ormož. Tako da smo tega sodelovanja z mladimi zelo veseli in si seveda želimo tudi v bodoče, da bi ga še nadgradili, razširili, ne? Ker kot smo slišali, je tudi to sodelovanje zelo pomembno, ker vemo, da to medgeneracijsko, da tudi mlajši opažajo spremembe, da tudi moramo jih učiti, naučiti, kaj je to demenca, kako s temi osebami, da si bodo vedeli razlagati vse te spremembe, ki nastanejo v družine. Na koncu smo še dodali tudi življenjsko zgodbo, tako da upam in pa nekaj koristnih nasvetov, koristnih informacij, ki upam, da vam bodo morda tudi prišle prav. Tudi ta zbornik vam bomo razdelili, tako da ga boste lahko dobili pa pogledali podrobno. Morda bi dodala še to, da letošnje leto je pa vsekakor tudi pomembno leto in sicer potem, ker smo junija, je Vlada Republike Slovenije sprejela strategijo o demence. To strategijo smo kar nekaj časa čakali, ker smo bili brez. To je zdaj že druga strategija, ne? In ravno ta strategija, bom rekla, prinaša eno tako kvalitetno spremembo na boljše. Ima 10 ciljev, seveda še vedno je pomembna ta zgodnja diagnoza, prepoznavanje teh simptomov, čimprejšnje dostopnost do teh, kvalitetno zdravljenje, seveda pomoč vsem tem osebam in pa, kar seveda izpostavljamo, to pomoč, oskrbo tem osebam na domu. To se pravi, smernice, težnje grejo v to smer, da pač tudi te osebe lahko živijo oziroma jim omogočimo, da lahko živijo čim dalj časa v domačem okolju. In da jim nudimo vso oskrbo, ki jo pač posamezna oseba potrebuje. Zato pa so potrebni oziroma morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, od socialnih, zdravstvenih in tako naprej, tako da prilagojenih pač vsakemu posamezniku. In upamo, da bomo lahko tudi to strategijo implementirali v prakso. Novost strategije je tudi ta, da ustanavljamo center, nacionalni center za demenco, kar je tudi korak naprej, ne? In pa register o demenci, kajti vemo, da trenutno tega registra še nimamo. Zdaj po zadnjih ocenah NIJZ-ja moram reči, da so v letu 2021 ugotovili, da je že 47.000 oseb v Sloveniji obolelih za demenco. Mislim, da so to res visoke številke in da, ker kot smo slišali, da se naša družba stara, je vedno več teh oseb. Vemo pa, da je tudi starost največje tveganje za demenco in zato seveda je prav, da poskrbimo, da tudi na tem področju nekaj naredimo. Strategija poudarja dnevne centre, poudarja tudi možnost začasne namestitve, da lahko mi tudi razbremenimo svojce, tako da to so vse dobrodošle smernice, vendar tako kot sem že omenila, jih je pa seveda potrebno implementirati v prakso. In upamo, samo želimo, da bomo tudi to dosegli. Hvala. Zdaj pa sledi potem to odprtje demenci prijazne točke, tako da se bo tudi ormoška knjižnica pridružila tej mreži demenci prijaznih točk. V Sloveniji jih imamo že, smo rekli, nekje okrog 450. To se pravi, da se kar vrstijo. V Ormožu je to zdaj 3. Prvo imamo na območnem druženju Rdečega križa Ormož, drugo pa v Centru starejših občanov Ormož. No, 3. bo v knjižnici. Tukaj boste seveda lahko dobili vso potrebno literaturo, nasvete,
tudi če bodo karkoli, boste imeli kakšna vprašanja, vas bodo lahko usmerili, vejo kam, ne, in bomo tudi z njimi sodelovali, pa tudi v bodoče organizirali različne dogodke, seveda najraje to, kar vas bo zanimalo, pa kaj boste želeli. V nadaljevanju je doktorica Zdenka Čebašek-Travnik v imenu Slovenskega društva Spominčica Majdi Keček predala tudi priznanje za dolgoletno delo in velik prispevek Ormoškega društva k ozaveščanju o demenci. Direktorici knjižnice Milici Šavora pa je predala priznanje oziroma licenco za izvajanje aktivnosti demenci prijazne točke v Ormožu. Kasneje sta podpisali še pogodbo, skupaj pa so na vhodna vrata prilepili oznako 3 spominčice, ki opominjajo, da je tudi knjižnica Franca Ksavra Meška demenci prijazna točka. V nadaljevanju pa bo oddaja obarvana športno. V Središču ob Dravi je pred dnevi potekalo 11. državno prvenstvo kegljanja s kroglo na vrvici za upokojence Zveze društev upokojencev Slovenije. Tekmovalo je 24 ekip, 12 ženskih in 12 moških. Organizator državnega tekmovanja je bilo Društvo upokojencev Središče ob Dravi, ki se je na dogodek skrbno pripravilo. Za dobrodošlico zbranim kegljačem pa so pripravili pester uvodni program. Najprej je zbrane pozdravila Alenka Horvat, referentka za šport tamkajšnjega društva upokojencev. Potem je zbrane pozdravil tudi župan občine Središče ob Dravi Toni Jelovica in na kratko predstavil domačo občino, obenem pa naznanil, da bodo obiskovalci v teku tekmovalnega dne imeli možnost popeljati se na ogled Središča ob Dravi. Potem je besedo dobil tudi Viktor Kokol, predsednik Pokrajinske zveze društva upokojencev Spodnje Podravje, ki pa je na kratko predstavil Pokrajinsko zvezo, ki povezuje 19 občin na spodnještajerskem območju oziroma preko 10.000 članov. Ciril Grah, delegat za šport pri Zvezi upokojencev Slovenije, je zbrane pozdravil naslednji. Sledil pa je nagovor predsednika Društva upokojencev Središče ob Dravi Jožeta Rakuše, ki je zbrane prav tako povabil na ogled občine Središče ob Dravi in jim zaželel veliko tekmovalnih uspehov. Tudi Jože Štrman, predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož, je zbranim izrazil dobrodošlico in zaželel prijetno druženje. Uvodni kulturni program so zbranim v Sokolani pripravili domači osnovnošolci in po skupnem okrepčilu se je tekmovanje lahko začelo. Danes je res v središču en rekordni število tekmovalcev. Tekmovalci pa prihajajo iz cele Slovenije. Vesela sem, da smo se udeležili v Središču, kajti v Središču je že dolgoletna tradicija kegljanja s kroglo na vrvici. Sicer v začetku smo rekli rusko kegljanje, pa vrtno kegljanje, sedaj pa je pač nastala beseda kegljanje s kroglo na vrvici. Naše društvo pa goji ta šport že več kot 30 let. In mislim, da je prav, da so tudi nam prisluhnili v Ljubljani in so nam zaupali to tekmovanje. Imate morda podatek, koliko krajev so se zbrali tukaj? Kolikih društev? Ja, tukaj je zdaj z 12 društev po celi Sloveniji. Iz 12 društev je pa
mogoče še več društev, ker z vsakega društva ne prihajata dve ekipe. Ena ekipa prihaja, ki so se na pokrajinskem tekmovanju uvrstili na prvo mesto, so lahko ženske samo ali pa samo moški. Tako da je v glavnem cela Slovenija v malem je tukaj, razen Primorske, ki še nimajo tega športa tako pač pripravljenega, pa tudi Ljubljanska okolica ni. Drugače pa smo vsi, ne. No, v glavnem gre za ekipe, ki so uspešne že v svojih regijah, ne? Ja, tako je. Na državno prvenstvo se lahko vrsti ekipa, ki je v svoji pokrajini zmagala. Samo prva ekipa iz vsake pokrajine lahko nastopa na državnem prvenstvu, tako da je tukaj znotraj malo težko. Hvala lepa in seveda lep dan vam želimo. Hvala lepa tudi vam. Ob koncu pa, če se lahko imam to priložnost, bi se zahvalila vsem našim sponzorjem, ki so pomagali nam pri pripravi te pač težke organizacije in tudi finančno so nam pomagali in materialno, tako da še enkrat najlepša hvala in se jim bomo, mogoče, ko bomo mi mlajši, pa se jim bomo takrat mi jim pomagali. Se je pošalila Alenka Horvat, ki zadovoljstva nad udeležbo dejansko ni skrivala. Nič manj nad prireditvijo ni bil navdušen župan, ki verjame, da takšne prireditve vedno pripomorejo k promociji, zato jih občina z veseljem podpira. Leta občina je pomagala v svojih najboljših močeh, finančno pa tudi s tem, da smo pač omogočili jim, da imajo pač to prireditev v sklopu Sokolane in teh prostorov, in pa tudi drugi donatorji in sponzorji so pač pripomogli, da se to srečanje pač organiziralo tu v središču Drave. V tem času so kegli že padali. Vsi tisti, ki so na svojo priložnost še čakali, pa so se že odpravili na popotovanje po središču ob Dravi. In to kar s traktorji, kar je tudi bilo posebno doživetje. Dobre volje ni manjkalo, gotovo pa tudi tekmovalnosti ne. Med ženskimi ekipami se je najbolje odrezala ekipa iz Štarš. Druge so bile članice ekipe iz Šoštanja, pred domačinkami ekipo središča ob Dravi. Med moškimi ekipami je zmagala ekipa iz Hoč. Drugi so bili člani ekipe iz Bezene in tretji iz Šentilja pri Velenju. Spomnimo pa se še na minuli praznik krajevne skupnosti Ormož. Praznik smo letos počastili z osrednjo proslavo s podelitvijo priznanj zaslužnim krajanom in z dnevom športa, ki je bil množičen dogodek in odlična priložnost za predstavitev vseh športnih društev in vseh generacij v krajevni skupnosti Ormož. Dan športa je potekal v organizaciji krajevne skupnosti, občine in Športne zveze Ormož. Dogajanjem pa sta se v okviru šolskega športnega dne pridružili tudi osnovna šola Ormož in gimnazija. Množičen športni dogodek je potekal na vseh športnih površinah v Ormožu. Šolarji pa so se odpravili tudi na pohode v vse smeri po okolici. Ja, zelo smo hvaležni res tako vrtcu Ormož kot osnovni šoli Ormož in gimnaziji Ormož, da so se odločili, pristopili k projektu in tako so tudi na ta dan, na soboto, pripravili športni dan, ki ga bodo potem nadomestili z 9. februarjem. Ja, predstavljajo se razna športna društva in sicer Planinsko društvo Ormož, Kolesarski klub Jeruzalem Slovenija, klub borilnih veščin Ormož, nogometni klub Ormož, tenis klub Ormož, atletski klub Ormož, športna šola Dada, center za krepitev zdravja Ormož, šola zdravja Ormož, jogo imamo, Sokolsko društvo je z nami, potem občinska strelska zveza Ormož, tudi društvo upokojencev in pa društvo Pridi in Body Fit. Poskrbeli pa smo tudi za dodatne aktivnosti na stojnicah, kjer smo dali priložnost tudi ostalim klubom in društvom, da se predstavijo, tako da so z nami tudi območno združenje veteranov
imamo Vojne za Slovenijo, Prosvetno društvo Janez Trstenjak Hum, potem Likovno-kulturno društvo, Ormož mladinski center, Medobčinsko društvo invalidov Ormož ter Center starejših občanov Ormož. No, zanimivo je ravno to, da vam je uspelo združiti danes torej to prireditev z vsemi torej aktivnimi društvi oziroma inštitucijami v Ormožu. Jaz mislim, da se najlepše praznuje, ko nas je veliko na enem kupu. Vsi, ki se v svojem prostem času ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, imajo enake možnosti se predstaviti. Pa fajn je tudi, da se potem sama društva lahko povežejo, je priložnost za povezovanje, tako meddruštveno, kot seveda tudi medgeneracijsko. Ja, to je to, kar smo si zamislili in mogoče še nekaj več. Nismo pričakovali, moram reči, da sem neizmerno vesel, da nam je uspelo nekaj takega. Jaz mislim, da je to en takšen dogodek, ki se ni še zgodil, ampak računamo na to, da se bo ponovil. To je, moram reči, prva prireditev. Računamo, da bo drugo leto naslednja prireditev, katero pa bomo nadgradili še tudi na pobudo župana v širši obliki. Dejansko, da bomo ta športni vikend občine Ormož organizirali tako, kjer bomo povabili k sodelovanju vse krajevne skupnosti, vsa društva, ki delujejo v občini Ormož in tako nekako združili želje, voljo, športni duh v vseh v občini. In še enkrat moram reči, da res ni mi žal teh neprespanih noči, ko vidim, da je danes se zbralo prav lepo število ljudi in po moji oceni je 800 do 900 ljudi, kar je glede na športno prireditev ena od bolj obiskanih. Res je, da je bilo veliko pohodnikov in z našim dežurnim reporterjem smo šla malo po terenu in pravo veselje je videti, ko ta živ žal na teh trasah pohodnih, imeli smo 3 pohodne trase in samo lahko rečem, super, super. Gotovo, da je navdušila množičnost dogodka, a tudi prijeten jesenski dan. Vse je bilo eno samo gibanje, že od jutra. Svit, kako ti je všeč takšen športni dan oziroma dan športa? Meni je vrede, samo malo sem že zdaj zmantran in komaj čakam na Dunkin Devils. No, katere aktivnosti si se ti udeležil? Jaz sem se udeležil nekega razgibavanja, nogometa, športne šole Dada in še ene aktivnosti, ki sem jo pozabil, kako se imenuje. No, sedaj boš torej užival pri predstavi najbrž, ne? Potem pa počitek popoldne najbrž. Ja, 100%. Si še želiš takšnih prireditev v Ormožu? Ja, vrede, moram reči. Ja, vse je vrede, ne? Pa ful so mi všeč, tote aktivnosti pa vse. Ja. No, katerih aktivnosti si se ti udeležil s svojimi sošolci? Odbojko, tenis, košarko, pa rusko keglanje. Imaš tudi sicer rad šport? No ja. No, bi se sicer tako rekreativno še želel bolj ukvarjati in dobiti priložnosti torej za rekreacijo? Ja, lahko bi, ne. No, nekaj verjetno dobiš tega pri telesni vzgoji, ne? Ja. Kaj pa drugače? Ja, tako. Ko je priložnost, ne? Ja, kdaj sem do? No in kaj od vsega tega, recimo od športa, te najbolj veseli, kot je recimo dolg čas, čega se lotiš? Ponovadi idem boksat ali pa v fitness, da malo jeza ven spustim, ne. No, to je časih tudi treba, ne? Ja. Fino, uživaj danes. Enako. Meni je bil ta dan zelo všeč, saj smo se ukvarjali z različnimi dejavnostmi. Ja, nasploh je bilo lepe. No in kaj si ti vse počela? Najprej smo se udeležili košarke,
kjer smo spoznavali tehnike košarka, potem smo se odpravili na tenis, kjer so nas naučili igrati tenis, potem smo se pa odpravili na zdravo športno prehrano, kjer smo delali različne dejavnosti. Šli smo se najti para in jih uvrstiti v prehrambeno piramido, potem smo se še šli kam kaj spada, potem pa smo se odpravili na rusko kegljanje, kjer so nas upokojenci naučili, kako se rusko kegljati. To nam bo zelo prišlo prav, pa zabavno nam je bilo, potem smo se še odpravili na odbojko. No, to pomeni, da ste kar imeli veliko aktivnosti, si utrujena. Ja, malo pa sem. No, kateri šport recimo tebe sicer najbolj mika? Recimo se kaj ukvarjaš malo bolj? Trenutno se ukvarjam z atletiko, sem v atletskem društvu Ormož, oziroma atletski klub Ormož, potem pa tudi všeč mi je odbojka. Si že kaj telovadila, si se že kaj ukvarjala danes s športom? Ja, tetvela sem tu okoli 2 kroga. Torej ti je všeč tukaj, ne? Ja. Dobro, in kaj od športa imaš najraje? Ko plezem. A pleziš rada? Ko boš velika, se boš s kakšnim športom posebej ukvarjala? Ne. Kar tako, ne? Ja. Vrhunec dneva pa je bil nastop svetovno znane akrobatske skupine Dunking Devils. Še pred njihovim nastopom je zbrane pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrmjak, ki je tudi velik športni navdušenec, tako da brez njegove prisotnosti težko mine katerakoli športna prireditev v Ormožu. Nastop akrobatske skupine Dunking Devils pa itak, da je bila predstava brez primere. Gre za izkušeno skupino, ki je v svoji 10-letni karieri nanizala več kot 2000 nastopov v 50 državah sveta. Že 2-krat so osvojili naslov svetovnih prvakov v akrobatskem zabijanju žoge. Pohvalijo se lahko tudi z 2 Guinnessovima rekordoma za najdaljše zabijanje s trampolina in najvišji salto z zabijanjem. A je navdušila tudi možnost, da se v akrobatskem zabijanjem žoge preizkusijo udeleženci. To je šele bilo zabavno, sploh ker je dejansko bilo potrebno kar nekaj poguma, a tudi spretnosti. V prvi B državni rokometni ligi je bil odigran 3. krog. Pri veliki nedelji je gostovala ekipa Radovljice, ki je upravičila vlogo favorita in zanesljivo ugnala gostitelje. Pri veliki nedelji je v 3. krogu gostovala ekipa Radovljice, ki po kvaliteti spada v vrh prve B lige, kar so na tekmi proti domačim tudi dokazali. Gostitelji so se nasprotniku upirali do 21. minute, ko je izid bil poravnan na 9-9. Zaključek prvega polčasa je pripadel rokometašem Radovljice, ki so izkoristili napake domačega moštva v napadu in v obrambi. Z delnim izidom 7-3 so Gorenjci na odmoru odšli s prednostjo 4 zadetkov. Velika nedelja 12, Radovljica 16. V domačih vrstah je bilo kar precej pripomb na sojenje sodniškega para Matij Cesnik ter Bojan Cankar v prvem polčasu. In to v trenutkih, ko je gostom uspel pobeg na 4 gole prednosti. 8 minut nadaljevanja tekme je bilo zelo izenačenih. V 38 minuti je še vedno prednost gostov znašala 4 zadetke, 17-21. Nato pa popolni mrk velike nedelje. Radovljici je uspelo doseči 7 zadetkov zapored, brez da bi kakšen zadetek prejeli. In prednost v prid gostov je narasla na +11. Ko je zmagovalec bil znan, so priložnost za igro pri veliki nedelji dobili igralci s klopi. Na koncu zanesljiva zmaga Radovljice z 12 goli prednosti. Velika nedelja 22, Radovljica 34. Moštvo Radovljice je pri veliki nedelji upravičilo vlogo favorita in zasluženo zmagali. Ja, upravičili smo vlogo favorita, odlična obramba, vratarji so delali svoje, igrali smo hitro igro in to nam je prineslo zmago.
Pokazalo se je, da smo res moštvena ekipa, da so praktično vsi fantje dosegali zadetek in smo res prišli do lahke zmage s hitro igro. S to zmago je pozabljen tisti boleč poraz proti Mokrici Igu in zdaj greste verjetno k novim zmagam naproti. Po mojem mnenju ste ekipa, ki bi morala biti med top 5 prve B lige. Ja, res je, mislim, vsaka gostovanje je težko in res smo nekako popravili vtis, ampak mi se ne smemo ustaviti pri temu, zdaj nas čakajo spet težke tekme, Izola doma, ki ima isto zelo dobro ekipo, potem pa spet v Gorišencu, tukaj zelo blizu in vemo, da je tudi tam vroči teren, tako da bo treba delati 100%, drugače nas bomo spet. Tako za konec, top 3 recimo ekipe prve B lige letos, čeprav smo komaj pri 3. krogu. Ja, iskreno mislim, da Krško je glavni favorit, potem pa je veliko ekip, Mokrc, Izola, mi, mogoče še kakšen presenet, ampak to so nekako top 4, jaz računam. Žan Toplak, lahko rečemo, da se je ponovila identična zgodba kot proti Izoli. V prvem polčasu, namesto da bi bili nekaj izenačeni zaradi tehničnih napak, zgrešenih zicerjev v -4, v drugem polčasu pa praktično brez možnosti za uspeh proti odlični Radovljici. Ja, res je, tako kot si rekel. V prvem polčasu nam igra v napadu ni popolnoma stekla, potem smo se vrnili, meni se zdi na celo 9-9. Potem pa so nam spet ujeli do 4 gole v prvem polčasu. Igrali so res agresivno v obrambi, to, kar je mogoče nam v prvem polčasu manjkalo. V drugem polčasu smo tudi začeli bolj plaho, zmenili smo se, da bomo igrali popolnoma drugače kot prvi polčas. Bomo probali zmanjšati tehnične napake, zicere, ampak se je zgodba spet ponovila, tako kot si rekel, v drugem polčasu. Radovljici je šlo vse v gol, nismo mogli sestaviti praktično obrambe in na koncu 12 golov razlike. No, kljub visokemu porazu je treba pohvaliti v drugem polčasu vratarja Mateja Bezjaka, letnik 2006, ki je zbral kar lepo število obramb. Ja, Matej pridno trenira, to se tudi vidi na treningih. Na treningih dobro trenira, dobro brane in to se tudi pokaže pol na tekmah. Glede na to, da nas čaka boj za obstanek v ligi, bo potrebno zbirati točke proti ekipam, ki so po kvaliteti nam enakomerne oziroma enakovredne. Ja, jaz še vedno mislim, da to še tretja tekma za nas, ko bomo se vpeljali, ko bomo se uigrali, mislim, da se ne trebamo bati, da ne bi obstali v ligi. To je moje mnenje. Naslednja domača tekma, Hrpeljski Jadran, ki pa je že naš recimo protikandidat. Ja, če ćemo ostati v ligi, bo Jadran resno treba zmagati. To so praktično 2 piki, ki jih moramo dobiti doma. Pri poražencih sta vratarja skupaj zbrala 11 obramb, Matej Bezjak 7, Toni Matošević 4. Kapetan Žan Toplak je dosegel 5, Blaž Majhen 4 in Žiga Borko 3 zadetke. Pri gostih solidna partija vseh 3 vratarjev, ki so zbrali več obramb od domačega dvojca. Najboljša strelca pri zmagovalcih sta bila brata Debelar. Jan je dosegel 10, Žan pa 9 zadetkov. Pohvaliti je potrebno tudi domače navijače, ki kljub visokemu porazu niso obrnili hrbta mladi domači ekipi. Ravno nasprotno. Ob zaostanku z 10 goli je v dvorani odmevalo Vejka Nedla, Vejka Nedla. Prav to mlada ekipa, kot jo letos imajo pri Veliki nedelji, nujno potrebuje. September so Biki zaključili z 2 osvojenima točkama, kar je tudi bil cilj. V mesecu oktobru bo cilj osvojiti 4 točke. Korak po korak do obstanka, so prepričani pri Veliki nedelji. V 4. krogu je ekipa prosta, nato pa je v 5. krogu v soboto 7. oktobra ob 19. uri čaka domača tekma proti Hrpeljskemu Jadranu. To bo nova priložnost za nabiranje izkušenj in morebitne prve točke na domačem igrišču v letošnjem prvenstvu. Rezultati 4. kroga v Ptujski superligi so ekipo Ormoža po 4. zaporedni zmagi popeljali na vrh lestvice. Z rezultatom 4-1, polčas 1-0 so Ormožani, težje kot kaže končni izid, premagali nogometaše Apač.
V ptujski superligi je bil odigran 4. krog, ki je na 5 tekmah ponudil 19 zadetkov, kar je soliden strelski izkupiček. Prav vsem 10 ekipam je uspelo zatresti mrežo. V športnem parku Mestna Graba so Ormožani v hladnem 12 stopinj in deževnem vremenu gostili Apače. Trener domačih Marko Velečič je tekmo pričel z naslednjo enajsterico. V golu Denis Prapotnik, v polju pa Dejan Kociper, Teo Prapotnik, Stefan Zazič, Aljaž Miklašič, Sebastian Piberčnik, Blaž Borko, Niko Kosec, Jan Vočanec, Luka Kirič in Borut Zorec. Za goste, ki jih vodi trener Damjan Bezjak, so zaigrali Sandi Polajžer, Rok Ciglar, Matej Rumeš, Kenan Pašič, Matic Pušnik, Uroš Cesar, Martin Agustinčič, Gal Princel in Domen Klajnšek. Pravico na srečanju so delili kot glavni sodnik Rok Pišek ter pomočnika Jernej Flajšman in Sergej Ivanoša. V prvem polčasu so imeli terensko premoč domači nogometaši. Več priložnosti in to kakšne pa so pripadle gostujočim nogometašem. Pred izjemnimi priložnostmi gostov so tudi gostitelji bili blizu zadetka, vendar iz leta v prazno gostujočega golmana ni izkoristil Luka Kirič. Nato pa 27. in 29. minuta. Gostje so po desni strani izpeljali lep napad. Predložek Ciglerja pa je skoraj v gol spremenil Klajnšek. Z odlično reakcijo se je izkazal mladi vratar Prapotnik. Po tretjem zaporednem kotu so do nove priložnosti prišli nogometaši Apač, vendar se po pravem biljardu pred golom Ormoža mreža domačih ni zatresla. V 33. minuti so gostje ostali brez Andreja Pulka, ki je v dvoboju z Zazičem staknil zlom nosu. V 41. minuti so gostitelji preko koca zatresli mrežo Apač, ampak je sodnik Pišek iz Lovrenca na Dravskem polju zadetek razveljavil zaradi prekrška vzorca nad gostujočim branilcem. Ko so se gledalci že odpravljali na špricar in pivo, je v prvi minuti podaljška padel zadetek v mrežo Apač. Predložek Kosca iz desne strani je dolgo letel po zraku. Obramba gostov na čelu z vratarjem Polajžerjem je slabo reagirala, kar je izkoristil Zorec in dosegel zadetek za glavo. Ormož Apače, izid prvega polčasa 1-0. V 57. minuti so si gostje privoščili napako na svoji polovici in hitro je sledil protinapad. Zorec je podal v prazen prostor, vratar gostov je zaspal v svojem kazenskem prostoru in Vočanec je sam prišel pred gol Apač. Strel domačega nogometaša je najprej zaustavila vratnica, slabo je v obrambi gostov na odbitek reagiral Ciglar, Kirič pa je rutinirano dosegel svoj tretji prvenstveni zadetek. Ormož Apače 2-0. V 64. minuti sprememba rezultata in sicer so varovanci trenerja Bezjaka znižali zaostanek na 2-1. Lepa akcija gostov in zadetek Klajnška, ki je bil tudi najnevarnejši igralec pri Apača. V 80. minuti priložnost gostov za izenačenje. Predložek Klajnška, napaka vratarja Prapotnika, ki je žogo odbil do Cesarja, ta je sprožil proti ormoškemu golu, iz ozadja pa odlična reakcija domačega igralca Zaziča, ki je preprečil izenačenje. V 83. minuti priložnost Kiriča. Njegov strel z roba kazenskega prostora pa je zletel mimo gola Apač. Minuto kasneje še ena priložnost Kiriča in tokrat lepa obramba Polajžerja. V 85. minuti je domačim padel kamen iz hrbta. Izjemna asistenca Piberčnika do Kiriča, ki je za las ušel prepovedanemu položaju in še v drugo na tekmi ter četrtič v prvenstvu zadel mrežo nasprotnikov. V 90. minuti pa četrti zadetek Ormožanov. Luka Ladika je najprej odzel žogo gostom, nato pa z izjemno natančnostjo podal v prazen prostor do Kiriča, ki je v zaključku akcije reagiral nesebično in podal do prostega Vočanca, ki mu ni bilo težko zadeti za ormoško zmago 4-1. Na koncu visoka zmaga domačinov, ki pa je bila priborjena na bistveno težji način, kot kaže končen rezultat. Marko, najprej čestitke za zmago. Ja, hvala lepa. Morate biti zadovoljni z zmago in pa končnim rezultatom, čeprav igra pa danes ste plesali na tisti tanki meji. Ja, ne vem, nepojasnjiva luknja se je zgodila tam po rezultatu 2-1. Dečki so se povlekli nazaj iz ne vem kakšnega razloga. Ja, kako ste rekli, na tanki nitki smo plesali, ampak smo rutinirano izvlekli na konci še tota dva zadetka. Vedno rečem, da se prvenstva dobivajo prav na takšnih tekmah, ko igraš slabo, pa zmagaš. Tako, to so odlike velikih ekip, pravih ekip, ki tudi, ko igra ne steče, da se zmaga. Ja. Moramo pohvaliti nasprotnika, ekipo Apač, zelo trd oreh. Zelo trd oreh,
Mislim, realna slika na tabli, kako stojijo oni, ni realna, ker dosti več si zaslužijo, pa trd oreh, kako ste rekli, in čestitam jim na borbi, ampak boljši je zmaga. Teren danes, kako je bilo igrati, potem 2 dni hudo, lahko rečemo, deževje, mrzlo vreme, 12 stopinj, verjetno ni najbolj ugodno bilo za ekipo, eno in drugo. Ja, pogoji so kak za eno, kak za drugo ekipo enaki, ampak teren je presenetljivo zdržal, teren je dobro pripravljen in mislim, da ni bilo nekših težkih situacij, kaj bi bil kriv teren ali pa priprava. Danes morate enostavno biti razočarani. Odigrali ste zelo dobro tekmo, na koncu izid 4-1, dobesedno nerealen. Ja, tako ste povedali, dejansko smo res razočarani. Fantje so odigrali res po dogovoru, po vsem, kaj smo se dogovorili, odlično tekmo. Že 3 tekme zapored nas poškodbe krojijo. Tudi danes ste videli, da smo že 2 menjavi zaradi poškodb naredili, bili brez igralcev v drugem polčasu na klopi. Ampak fantje so vseeno res odlično odigrali, predvsem drugi polčas, in mislim, da smo si nekaj več zaslužili kot ta visok poraz, čeprav Ormožu čestitam za zmago. V prvem polčasu terenska premoč Ormoža, vi pa 2 oziroma 3 imenitne priložnosti praktično v 1 minuti. Mislim, da je tu se prelomila tekma, potem pa še tisti zadetek prejet po 45 minuti izdihlavi prvega polčasa. Ja, drži, v ključnih trenutkih smo dejansko odpovedali danes, ampak to so bile plod individualnih napak, ne kolektivne igre. To bomo mogli popraviti v naslednjih tekmah in upam, da se bomo izboljšali že do naslednje tekme. Cilj Apač? Prvo obstanek v ligi zagotovo in pomik proti sredini lestvice. Kako ocenjujete ekipo Ormoža? Trenutno 4 tekme, 4 zmage, novinec v ligi, kar prijetno presenečenje sezone. Ja, zelo lepo presenečenje, čeprav že ko sem sam igral v Ormožu v 3. ligi, jaz osebno mislim, da Ormož rabi 3. ligo, glede na vse pogoje, ki jih ima navijače, in sem prav vesel, da se to dogaja znova v Ormožu. Tako sezona pri nogometnem klubu Ormož, govorimo o članski kategoriji, se je začela več kot uspešno. Tako je, štartali smo tako kot lansko leto, 4 tekme, 4 zmage, vseh 12 točk. Tisto, kar še posebej poleg točk veseli, je tudi kljub današnjemu recimo slabemu vremenu, 12 stopinj, mrzlo vreme, veter, pa polna tribuna. Torej, lanskoletni podatki so bili povprečna obiskanost 233 gledalcev, letos ciljamo še na kakega več. Tribuna prenese 330 gledalcev in v bodoče si želimo, da bi bila tribuna polna in da bi bil res, da so tekme en dogodek. Zdaj se praktično že poznajo vse ekipe, njihova kvaliteta, njihova kakovost. Kje vidite recimo svojo ekipo do jesenskega dela prvenstva? Ko smo začeli, ko smo štartali, smo rekli, da je naša želja oziroma uvrstitev v prvih 5, tako da še vedno smo tule, da v prvih 5. Trenutno po tej tekmi mislim, da zasedamo 2. mesto, tako da mislim, da se bodo načrti uresničili. Mlajše selekcije tudi pridno, marljivo trenirajo, igrajo tekme državnega prvenstva. Kako ste tam zadovoljni? Pri mlajši selekciji smo dobili eno novo pomoč, Aleša Jurčeca, ki je vodja nogometne šole. Z njim smo zastavili ambiciozne cilje in smo štartali tudi v sezono prvič v polni zasedbi. Vse imamo U7, U8, U9, 11, 13, 15, 17 in 19, kar nismo imeli še nikoli oziroma res polno zasedbo. Po izgubi 2 točk Gorišnice v središču ob Dravi so Ormožani ostali sami na vrhu lestvice z 12 točkami. Gorišnica in Bukovci sta na mestih 2 in 3 z 10 točkami. Sledijo 4. Stonjci, 5. Geračja vas, 6. Markovci, 7. Boč, 8. Apače, 9. Grajena in 10. Središče ob Dravi z 1 točko. V 5. krogu Ormož gostuje pri Bukovcih, središče pa odhaja na gostovanje k Markovcem. V naslednjem krogu gremo v goste v Bukovce, čaka nas tudi ena takšna težka tekma, ker tudi trd oreh. Pravim, zdaj vse ekipe so nas že spoznale v toti Superligi, vse ekipe so nas že videle skoraj, tako da so tudi verjetno malo tudi naštudirale, kako igramo, tako da bo daljni potek prvenstva bo verjetno fejst trd oreh. Ja.
Toliko za danes. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas v našo družbo vabimo čez teden dni. Sicer pa se nam lahko pridružite vsak dan ob 10., 12., 16. in ob 20. uri. Vedno je na ogled kaj zanimivega od tod okrog. Naj pa vas še posebej opozorim na oddajo Obujamo spomine, ki prinaša različna dogajanja tudi do 20 let nazaj. Uživajte v sončni jeseni in srečno do prihodnjič.